Radio SI Main Stage. Klemen, Živijo. čakali smo te, ampak si prišel, lepo zdrav. Lepo zdrav vsem, Maribor čuj, živijo, Ja. pa je Borut in vse ekipi tukaj le živijo. Povej mi najprej, jutranje ura je, ne? Ja, kar zgodna, ja. Kako je s tabo in jutranje ura? Ja, tako bom rekel, no, jaz ponovadi tam okoli, tako kot sem se zdaj pač zbudil, se grem ponovadi šele spat skoraj, no. Ampak, je šlo, smo šli malo prej spat, pa je, ne. Ampak, Pa tudi tisto, ne vem, se mi zdi res tako prav, tisto pred 12, 2 ure, mislim 2 ure, da mi je ful pomenilo, v bistvu, ko sem od 10 spal do 12, sem ob 12 zbudil, sem mislil, da je že ura jutro, kao da bi se že skoraj naspal, pa sem rekel, se moram se 4 ure spati. samo poglej, Ja? malce drugačen življenjski stil je, če si glasbenik, umetnik, kakorkoli. Ja. Ura je v tem primeru bolj relativnega pomena. Ne? Sploh pa zdaj v zadnjih tednih, ko malce več vadite tudi z ekipo za sam prihajajoč koncert, Ja. ki se ga bova seveda kasneje dotaknila. Noč ima svojo moč pri kreativi. Ne? Morda zato, ker se zunaj bolj svet umiri, ali zakaj recimo je ta glasbenik ta nočna ura? Ne vem, a je res to ta, ne vem, kada moč, ja, res noč ima svojo moč in ne vem, zelo dober je ponovadi ustvarjati, si dobro, zdaj že dolgo nisem nekaj prav pisal ampak zvečer, ne vem, se mi zdi, ne vem, da je nekaj muzika, da nekaj vam pride, da ti je boljša, lažje ali kakorkoli. Jaz vem, kad sem pisal ponovadi in to je ponovadi pri muziki res saj takole mine. Tako da v bistvu, ko sem zvečer delal kaj muziko sem pogledal vam pa že kar dan, pač, kam je pa šlo teh, ne vem, 6-7 ur, pozabaš, ko si v muziki, ne. Edino s tarokom še čas tako hitro mine. Ne? Ob taroku in ob glasbi. Daj mi povej, Ja. ko pogledaš nazaj, Turnov Style, 25 let. To zmeraj vsakega vprašamo, pogled nazaj. Jaz mislim, da ti ne bi nič spremenil na plati. Ja. Ali bi, če bi te danes rekel, no, naredi nekaj takega. Ja, ne vem, če bi prav kakorkoli spremenil pa to, no. Škoda v bistvu s tistim komadom, ker sem si res malo zafukal Maribor po domače rečen, ne. Pač, ker so pač tudi Viole tako vzele, ampak pač ja, se repam najbrž en komad, pač, ki je od Dragonsov, tako da to je pač valjda, da ni glih najboljša, ne. Tako da, mogoče mi je za Maribor res malo žal, ker se mi zdi, da je tukaj le res, da ne vem, da je cool folk, mislim tako, da je neki ima en čar ima Maribor, tako da, ne vem, mi smo imeli tudi imamo prijatelje, pač družinske, tudi v Mariboru, pa to smo se včasih veliko družili, pa to, tako da, ne vem, mogoče res malo škoda, da nisem tudi tej publiki tukaj le lahko prikazal, pač ne vem, pač ta svoj rap, no, sicer tisk, ki pozna najbrž, je pa prišel kam drgama, ne. Je, res je. Ja. Mladina tukaj je. Še dan danes slišiš kakšne osnovnošolce, ki seveda preko spletnih aplikacij pridajo do glasbe, ki je na radiju ni, ne? In poslušajo tako tebe, kot poslušajo Easy G, Dendraf in ostale staroborce že iz 90-ih. Ampak 90-ta so bila čist drugi čas, ne? Zato Ja. se zdaj nima smisla gledati nazaj, kaj je bilo takrat, kaj ni bilo. V vsakem primeru ta regionalna razdvojenost je pač bila, kot je bila. Ampak poanta je bila v tem, da ti si na nek način oral ledino. Ti si bil najbolj v pozitivnem smislu, najbolj ta straightforward, ta brutalen attitude rap. Ne? Ja, ne vem, veš kako, jaz sem zmer delal, ne vem, nisem tako niti vedel, a bom izdal ali ne, tako da je bila prva plata v bistvu res ful sproščena, bom rekel tako, nič nisem gruntil, a veš kaj pa kako, to je vse bilo delan pač tako čez vse iz mene ven, ne. Pa kad ti enkrat plato izdaš, pa ne vem, se mi zdi, da se ti prikradejo v glavo že misli, kva pa to, da že začneš razmišljati, a bo to folko že čuniti, kar te zablokira, kar ni prav, ne. Ti moraš zmer delati tisto, kar ti iz srca pač pride ven in napiš to, kar si želiš in to izdej, ne. In zaradi tega je to danes še zmeraj se vrti in folk posluša za nazaj, ker je, kot si dejal, bilo je, ne, sklada se beseda, mogoče, energija, vse se sklada. Ja. Ampak tukaj ne smeva seveda na začetku omeniti, danes ga sicer tukaj ni z nami, Simon Stojko Falk, SSF je Točno tvoj to. zvesti pribočnik od začetka, tako rekoč. Tako. V bistvu je on, ne vem, kar dober del mene, no. V bistvu res, zato ker jaz vmes, ko se ga nažigel in trek, to me je mogel prenašati, še pa još, mislim, svakamu čast, v bistvu, da je še danes z mano in da v bistvu kar vodi to vse skupine, da me tudi vozi pač na vse te koncerte, pa to zato, ker jaz tudi njom še spita, pa ne vem kva. Tako da, ne vem, nekako, mislim, sam vesel sem lahko, da imam lahko tazga DJ-ja, no.
No, pa če pogledamo, če že pogledamo nazaj, je potrebno pač omeniti vse zaslužne, ne, v tem catch. Ja. Dobro, daj vas zdaj malce odmora vzeti. Scarface si izbral? Scarface, ja, to mi je rap a lot, man. Dobro, prisluhnimo in potem nadaljujemo. Radio SI Main Stage. Tako, Klemen je z nami, Radio SI Main Stage. Da na začetku poveva še, prišel si z bendom. Ja. Band dobro pozna in ti dobro poznaš njih, najbrž. Ja, smo se v bistvu mi kar že dobro spoznali, pa to, zdaj smo bili še na poroki pri Zlatkotu, ki je imel v Prekmurju poroko, pa to, in smo pač, tako da se mi zdi, da nas vse to muzika pač kar skup da in v bistvu nekako druži in spoznava nekako, no. Ampak da delati na podlago od SSF-a ali pa z bandom igrati, ja. Ne bom te vprašal, kar je boljše, ker je vse drugače, nič ni boljše. Ja, čeprav SSF, veš kako, SSF mi prav podlagce ne dela, delam sam večinoma podlagce, SSF bolj skrbi pa za kakšne ideje, rečemo, ki jih ima, rečemo pa mi da kakšen sampleček ali pa kaj, da pol mogoče z njega kaj naredim untret, ampak vsem, ki je zašpilan to, tako, veš kako, ne vem, če vsem sem navajen na to, sem kar tak devica, pa kar hočem, da je tako točno odšpilan, kar more biti tam, ne. Zdaj točno tako je pa ponovadi kar težko odšpilati, ne, zdaj čez isto, ali kakorkoli, ampak se mi zdi, da pol včasih kar navadam malo tele maskontarje, da pol tako težimo, ali pa kaj untret, da zelo dobro odšpilajo, tako da se mi, mislim, so profesori, so v tem profesori. Ja. Bom rekel, res pač dobro odšpilajo. No, koliko potem ostane še tega prostora, recimo na koncertu ali pa ko imate vaje, koliko raztegneš kakšen komad, koliko se odzivaš na njih, koliko se oni odzivajo na te, ali gre eksaktno po približni montaži? Približen gre, ampak pol pa mogoče kakšen komad kaj malo podaljšamo ali pa kaj tako, da ne vem, meni je dosti dobro, da mogoče kakšen tak komad, ki ga folk tudi zna ali pa kaj, da malo mogoče pa skup na konček, najbolj na kurac mi grejo v glavnem, no. Ja, da še malo pol folk sodeluje zraven. Pa to. Ampak saj ti, živi koncerti so, ne samo potrditev, ne, ja. Vrednosti dajo, ne. Vrednost temu, kaj delaš. Takrat, ko smo bili, rečemo, ko smo isto igrali s profesori v Križankah, mislim, meni je bilo noro, ko je, rečemo, ne vem, ti ljudje, ki so bili tam, ki so vsi prišli, se je čutil kaj eno oblak ljubezni, sem jaz čutil oblak ljubezni, ki se je sprehajal pač okoli in se je prav čutil ja vse, tako da jaz ne vem, kako so pač drugi čutili, ampak zelo, zelo dober, ful dober občutek, no. Kar se same glasbe tiče in ustvarjanja, zdaj ti si nekako združil vse to zdaj v obletnico albuma, pa tudi osebno obletnico, ne? Ja. Ponavadi so številke tiste, ki nas ven zbezljajo, ne? Vedno, ali če ne druga, te nekdo spomni, ja, veš, boš pa 50 let, da boš kaj naredil, pa veš, album je 25 let. Je to nekje pri nas ljudeh, ne? Da, zakaj ne ob 23-letnici albuma ali pa ob 51. rojstnem dnevu, recimo? Ja. Ne vem, jaz mer mal cvikam, ne vem kva, zdaj zadnje cajte skozi neki bolj cvikam, ne vem kva, kaj je na pičkice mal, ampak bom rekel tako, mislim, ko mi je menedžer rekel, da gremo to je 50-ka, 25-ka, gremo zdaj to dela. Jaz sem bil pred, ne, da gremo raj drug let ali pa nekaj, veš, kar nekaj bi mal odlašil pa to, ampak to je to, lej. Res je zdaj ta 50-letnica moja, 50 sem star, 25 je od Trnov stala in to je to, kvačem pol cvikat, pa je to, ne, kukarkoli. Dobro, glej, preden te spustim v studio, da se s fanti nastavite, kar se tiče same muzike, ja? Koliko še čutiš ti tega odzivanja na okolico, ne? Ker glasbenik, umetnik se odziva na okolico, ne? Svet je poln dobrih in slabih stvari. Ja? To se zbudiš in začutiš tisto neko jezo, tisto neko iskrico, da moraš ven dati to ali kako? Ja, mogoče ne več to, kot sem včasih, no, to je res, ampak ko pa izvem, jaz mislim tudi, že nekaj cajta se kar nisem spravil, se kar ne spravam nekaj mal pisati, pa imam ful enih idej pa to, ampak no, niso te dokončane ideje untret, ampak se mi zdi, da me kliče skozi, ne vem, skozi me rep kliče, dej, deli me, no, dej začni že untret, tako da jaz mislim, da se bom tudi malo več posvetil vsemu temu, ker sem si pa tudi že kupil pač malo stvari, da bom lahko pač to delal, malo več stvari, kot sem je včasih in bi z veseljem rad ta rap svet svoj odkrival naprej, da tudi on odkriva mene. Dobro,
O tem tudi malce več kasneje. Zdaj se greš skupaj s profesorjem nastaviti in čez dobre pa ure se ponovno vidimo. Dobro! Radio SI Main Stage. Tako, 9 in 18 minut, Klemen nazaj. Čau! Ste se nastavili, kot je bilo potrebno, ali zaradi veliko vaj, zaradi prihodnjega koncerta ste itak nekako že upeljani? Ne? Zelo dobro so, fantje zelo zadovoljni v bistvu spodaj, da se zelo lepo sliši, tako da, upam, da so še polkamo špilali. Set lista, k tej se bomo vrnili še malce kasneje, ste jo hitro sestavili, ne? Nekaj je takšnih komadov, ki so obvezni za na vsak špil, recimo. Rečemo, smo kar naštimali, pač par komadov je tudi tako, kad sem sam, nisem zdaj vzel gostov sabo, pa to tako, da bo malo skrajši, pa to namo nič povedali, kjer je, da bo malo presenečenja tako da bojo pa malo krajši, ker sem sam jaz, moj del noter, da nismo vse iz Ljubljane vozili te prijatelje še, kar repajo zraven, tako da to je to. Daj, prej te nisem uspel vprašati, ampak na začetku na uvodu pač tudi vsa vprašanja seveda ne pridejo na plano. Kako se je začelo pri tebi z glasbo? Ko si slišal prvič hip-hop, si vedel, da je to ta smer ali te je iz kakšnega roka prineslo? Jaz moram reči, da v bistvu, ko sem bil tam malo mlajši, ne vem, to sem bil osnovna šola, na pamet bom rekel, pa izvem, kdaj je bilo to, tam 87, ali kaj v glavnem, jaz sem gledal film Breakdance in ko sem jaz videl Breakdance, kako so se pa črnci malo tem zvijali, kakače zvijače, sem čisto odpadel, v bistvu sem breakdance'u, pa tako da iz tega breakdance'a se je pa počas pol razvil to Grandmaster Flash and Furious 5 MCs, pa to se je pa počas pol ta hip-hop rap razvil, tako da sem kar že od takrat nekako noter, takrat sem včasih MTV Raps poslušal, tudi moj prvi komad v bistvu je bil še v angleščini, tako sem ga pisal, se pravi, to je bilo pa 7 razred osnovne šole, se pravi, je bilo to po moje čak 7 razred osnovne šole, se ne vem, koliko si star, ampak jaz sem 75-letnik, se pravi, konc 80-ih, ja. Se pravi, tako, da pač od takrat sem začel pol najprej, se pravi, sem še v bistvu kar, rečemo, ko sem MTV Raps poslušal, sem kar mal pač isto pel, kot oni, rečemo, če je kakšen mi bil všeč rapper, sem pač kar, kopiral, pač probo isti komad, pač tako da sem vadil pa to in ponovadi, ko sem se posnel, vem, da je bilo tako, ko sem poslušal, mi je zdel pol, fuck, stari, jaz sploh ne moram biti rapper, pa to, jaz ne vem, I'm a keyboy and I am rap, so you must give a fuck to be, sem tako, ko sem bil mehen, pa bil tak glas, pa to, tako da sem najbrž, pol zanalaš tudi tako, malo bolj tak hrapal glasi dal, pa to, da je bolj zgledam nega, pa to. Ampak potem si dodal zraven še, vsaj tako je tudi v videospotu za Ker sovražniki smi, klobuk pa palica, ne? To je takrat bilo v stilu, ne? Tudi palico si premikal že v spotu, tako, ne? Je nekako pasalo, ne? Veš, kako je tako, moj stari deda je nosil klobuke, pa to tako, da mi je še danes klobuk ful všeč, zdaj ne nosim ga čist skozi, pa to, ampak mi je pa klobuk res tak, ne vem, nekje en tak cool dodatek, tudi všeč so mi reperi tem face mob, pa to tako, ko imajo s klobučki noter, malo mafija style, tako, ne da sem jaz zdaj mafija, pa to, ampak pač imam pa rad klobuk vse. Ampak ja, ker človek te prej poveže s kakšnim klobukom v strani, kot pa z šilt kapo, recimo, ne? Ja, ne vem, šilt kape se mi zdi, da mi da mi ne naležijo, da mi ne pašejo, da glave nimam ta prave, ali kaj zvem, v glavnem, ne vem, ko si dan gor, se počutim čudno, razen če je slučajno, mogoče gre kakšna taka kapca, da mogoče glih dobro stoji gor, ali pa to, drugače sem imel pa pozmeraj, ali baretke, nekaj, da je bilo mal postran, pa tako, klobuk se mi zdi pa, da še najbolj, ali pa imel sem tudi v starih cajtih še une kape, te visoke, ne vem, kako se že točno reče, te črne, reperske, tako da, to je to, ne, s šiltom kapce pa res, ne vem, se mi zdi, da mi ne paše neki tok, No, ampak, zdaj, če pogledava, v hip-hop kulturi je velikokrat omenjen neighborhood, ne, soseščina. Ja. Tudi ti imaš svoj Trnov kot nek neighborhood, ne? Ja, kaj pa zvem, po moje vsak tam, kjer je doma, malo pač tist opisuje pa to, ne, tako da
Trnov ni noben, tukaj niso res pač ti getoti, pa to ni glih Amerike, pa to, no, tako da. Ampak pač jaz imam zelo rad Trnov in ta pač moj gang, mislim, moja družba, vse, ki smo bili iz Trnovga, pač smo se pač tam skozi družili, tam delali malo pizderije, tam pač delali tudi lepe stvari, da nam rekli so tako, ne. Tako da, to je pač moj kraj in se dosti poistovetam s tem, tako da še zmeri je to, no, še zmeri sem iz Trnovga in sem pač vesel in ponosen na to. In tudi pripovedovanje zgodb je nekako, ti si nekak tak hip-hop storyteller v bistvu, ne? Ker zajameš pač to, kar se ti dogaja. Ne? Ja, probil sem, zmeri mi je bilo tudi dobro, tudi, ko sem poslušal, kaj rap, tako mi je da best, ali pa če kdo karkoli rap dela, pa to, da upiše tako doživeto, da sem, da sem jaz pol tam, da si predstavljam, da čisto odpadam, če se le da, no. Tako da se mi zdi, da najbrž pol tudi mene to gnal do tega, da sem pač tako pač probil pisati, ne. In potem da ga tako pišem, ja. Pride trenutek, ko je treba posneti, ne. Zdaj, besedilo je napisano, bit je lahko izbran, skreče se kakorkoli, potem si nekako sam svoj producent ali kdo je bil tisti, ki je na koncu rekel, ok, Klemen, gledaj tu, 3 minute 53, tukaj bova naredila cut in tako bo. Aha, ja, jaz ponovadi, mislim, imam producenta zmer pa to, ko mi sem jaz kar slišem pol, kaj je, kaj ni, ne, zdaj, da bi mi kdo prav dirigiral, pa untret. Sam je pa res, da je včasih, ko pišem besedil, je pa tudi kar malo smota, ne, ni na 1, 2, 3, 4, imam včasih kar ime 1, 2, 3, 4, pa 1, 2, 1, 2, 3, 4, tako da to je pa včasih pol, moramo pol tam popravljati, mislim popravljati, pač tako odžagati sample ali pa karkoli, da se pol to nekako poklapa, no. Tako da to, ne, sem pa rad poslušal pa zmeri tudi kakšne, če so mi, mislim tale, če mi je producent ali pa take snemu, pač karkoli kaj predlagal ali pa kaj, sem probal in je včasih tudi boljš prišlo, če pač upoštevaš mogoče drugega, ker ima pa mogoče, da si tudi, ne vem, kaj se tokrat snemaš ali pa kaj komad, na konče kar nisem vedel, kjer je del je pa zdaj dober ali pa na untred se kar težko odločiti, tako da mogoče en tretji opazovalec ali pa kaj poslušalec pač mogoče pol to lažji reče, ej, stari, ta del je najboljš, ne. Ja, glej, bomo preverili, kako je pri naslednjih, pri Ghetto Boysih, ne? Zakaj je ravno ta komad, recimo? Kjer komad sem pa dal, da je? Retaliation, ja? Retaliation, tak, gangsta mi je, če ti po resnici povem, pa gor je tale, en rapper, ki mi ima nor glas, zraven Devin the Duda še in Scarface valjda, ampak je ne vem, nora mi ga zarepa, tako da mi grejo ponovati kocine po koncu, tako da pač je malo bolj gangsta, no, tako da, ampak to je to mi je takrat, mislim, še zmeri mi kar dosti zadogaja, no. Že tudi ta spremljavca, veš, kako je narejen, rečemo, ne vem, te linije pač iz klavirske, pa to mi je wow, no. Se sliši, ne, odkot črpaš, v vsakem primeru. Ja, lej, rap a lot, man. How we feeling? Radio SI, main stage. Je to neka podstat, ne, ki jo slišiš, ne? Ja. Pri hip-hopu je bilo zmeraj zanimivo, ne, redko kdo je bil tisti sam nek osamelec, ne. Zmeraj so bili neki kolektivi. Ti si imel pa dosti sodelovanj, tudi z ljudmi, ki niso morda toliko hip-hop žanru, ne. Pa z Vladotom sta imela skupen komad, pa Vlado bil pri Pasjem kartelu, pa potem si imel Koširja, pa Mateja pri Pasjem, pa ono pa tisto, ne. Kako je to recimo bilo? To so najbrž ljudje prišli do tebe, pa so rekli, Klemen, bi ti kaj z nami delal, ne? Tako si jaz to predstavljal. Najbrž nisi ti klical Koširja in rekel, jo. Ja, pa v bistvu, veš kako je Košir v bistvu, mislim, mi smo kar skap prišli od takrat, ko je pol Košir mi nekako zrihtul, celo pač to, da sem sploh lahko posnel CD, da sem lahko šel na Niko Records, takrat, ko je bil Big Benče, pa je bil Juri Šolmajer, tako da sem mu lahko prinesel sploh svojo kaseto, ko sem jo prej pač malo bolj kazal pač ljudem, tam prijateljem, pa tako tam v Ljubljani, da sem lahko prišel in pokazal to Šolmajerju in da je pol na konca on rekel, ej, tole pa dobro, ne.
In da bes mi je v bistvu, da ni nič neki me hotel spreminjati ali pa kaj, to pa bomo grde besede ali pa to, pa bomo tako, pol ne vem, če bi sploh karkoli iz tega išlo, pa to nisem hotel niti, da me kdo karkoli nekaj spreminja, pa to in da bes, da je to res tako ostalo, nič ni neki bilo enih pripomb, pa to, tako da kar sem delal, to je bilo pol gore, ne. In ta celostna podoba, ne, ki je recimo videospot je pač v 90-ih, seveda, kot si že prej omenil tudi MTV Raps, videospoti so bili del tega, ne. Zmeraj kot nek dodaten statement, ne. Zdaj tudi tvoji videospoti so tudi nek dodatek temu, ne. Dosti je bilo eksperimentirano, takrat se mi zdi tudi z nekimi novimi tehnologijami, ne. Ta neki coloringi in te reči, ne. To si imel sam tudi kakšne ideje, kako to posneti, ali si neko ekipo si našel? Pa v bistvu ne, v bistvu sem kar nekako, takrat, ne vem, mislim, da je Klemen tole snemal ta prv, kje špičke ali kako. Pa smo pa tudi kar malo sprot dobili idejo, ne. Meni je da bes, da mogoče, če kakšen kdaj scenarij naredim, če tako nekako vidim, da imam tako opisan, bi si želel, da je pač tako tudi to posnet, ne. Tako da večinoma pač jaz kakšne ideje dam, pa tudi, sem pa tudi pripravljen vse na kar pač rečejo, pač tisti, ki snemajo ali karkoli, da se zmenimo, tako da ne vem, nekako na ta način skupno nekako pol se naredi, no. Razen, če zdaj hoče kakšen umetniški video, pa da je to čist nekako drugače po njegovem tem, ampak bolj enostavno, no, tako, če se le da, ne. Vse bolj gre za nek ta kontekst, ja. Prej si nekako sam tudi načel, da ideje imaš, moraš se pa spraviti zraven, ne. Ja. Te ideje, ki so v nek novo muziko prelit. Se ti zdi, da bi lahko šel tudi kakšno drugo smer, kot je do zdaj bilo? Morda, ne vem, pa večinoma mi je rap res to, ko všeč, da bi to, ampak sem pa imel idejo, da bi delal pač, ne vem, čisto eno kot en drug izvajalec, da bi imel malo kot alter ego ali kaj isto, sem imel ful to idejo tudi, ampak pa se pravim, ful je enih idej, ampak dokler se jo ti ne spraviš, pa ne delaš v bistvu, dokler se ne spraviš delati, je ona mrtva, tako da vse ideje so ponovadi mrtve, dokler se ti ne spraviš njo in jo pol zrihtaš do konca, tako da jaz želim si pač čim več idej, tudi še kaj uživeti svojih, ker se mi zdi, da vse me še čaka malo, pač, da me ima rap rad, gospod rap, da me ima rad in jaz njega, tako da moramo se še malo pozabavati po tej strani, ne. Mogoče pa tudi kakšno presenečenje, če pride ven tako, kot sem imel uno idejo, pač ne vem, Snifko Obradovič, ali ne vem, karkoli, pa neki, pač ene čist druge komade, pa sploh drugo muziko, če bo to pač tudi toliko dozorel, ne. Če ne pa probaš, ne, tako kot je Snoop Dogg bil za kakšno sezono Snoop Lion in je videl, da Snoop Lion ni šel za met in je šel nazaj na Snoop Dogga, ne. Meni osebno, ne vem, mi je tako, ne vem, pri Snoopu mi je bož to, da repa, pa da dela to, kot to. Ostalo tisto mi je, ne vem, mi ni bilo. Zdaj ne vem, kako bi pač folko bilo, če bi jaz tako delal, ampak sej ne vem, jaz mislim, da ne bi, da bi bila to pa čisto en drug projekt, da bi bilo to čisto nekaj odfukanga, bolj tako, ja. Ne vem, kako bi pa pač folk to najbrž, ko so navajali enega, da pač to dela, kar dela, da najbrž, ko si kar želiš, da še to dela, ne, ampak svoboda je pa njegova, tako da pač dela vse vmes, kar si on sam želi, ne. Ja, dobra fora je bila recimo pri slovenskem hip-hopu, pri vseh, ki ste nekako v 90-ih začeli, vsi ste v svojih narečjih delali, ne? V Šti v Ljubljanščini, tu Easy G Dendrav, v Mariborščini. To sem imel ful, imam tudi idejo res, da bi... Primorci tudi, ne? Ja, ne. Pa zdaj še Pomurci, ne? Koliko imamo na splošno pri nas res teh narečij, pa to in sem... Pa Velenčani, da ne pozabim. Res, in mi je bilo noro, da bi naredil prav to, da bi jaz se naučil vsa narečja, ne? Pa cak, da bi bil v Mariboru, jaz cak odrepal en svoj Maribor, mislim po Mariborščini en delček, cak en del Velene, cak en del Nov Mest, veš, malo dalenska varianta. Tako da bi probal pač, ne vem, res te vse prikazati nekako na en tak, ne vem, originalen, smešen način, vse te naše narečja, no. Jaz mislim, da bi te fantje bili veseli, če bi jih
fante iz stroke, iz lokalov seveda povabil zraven, ne, veš, to bi bilo takoj malo disanja, ne, malo mi tu vsak kraj pa da vidimo, ne. Koliko je še tega disanja med reperji, ha? Ja, lej, kot vidiš, ne vem, tudi te dva se zdaj disata, ne vem, kva še Zlatko pa, ne vem. Lej, je pa ni, ne, kva pa izvem, sicer to je meni tudi malo tako čas, malo brez veze, ampak lej, je pa vsem to del repa, lej. Če imaš kaj proti komu ali karkoli, pa daj skozi rep povej, ali kakorkoli, ne. Je tudi to ena vrsta ustvarjalnost, ne. Lej. V redu. Ja. Glasbeni primor si privoščiva Gero in ti imaš, Ja, potem pa pogledava, kaj bo danes za slišati na koncertu. može. How we feeling? Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Klemen. Je. Ostala nam je samo še povabilo in napoved koncerta. Zdaj točne set liste ne rabiš, lahko je kakšen faktor presenečen, ampak kaj pa lahko izdaš, kaj bo za slišati? A misliš, da danes tukaj na radiju? Ja? tako. Jaz sem mislil, da že govoriš za moj koncert 14. Koncert bova tudi omenila, A, seveda. bo, da No, v glavnem, danes bomo, ja, mislim, da kar en tak venček teh, pač, ne vem, bolj mislim, znanih komadov, bolj Cash Pičke bojo, Ljubezen bo, mogoče jaz repar ali niz, pa kakšne take še tako. Pa kakšna baraba? Ja, baraba bo, ne? Veš, da bo. Ok, koncert novembra v Media Centru. Ja, 14.11. Bi rad vse povabil in Mariborčane, vse, ki poslušate ta radio, vsi, ki ste pač, ne vem, zato, da bi radi poslušali, da sem vam všeč ali pa moj rap, da vam je všeč. Tudi tisti, ki vam nisem všeč in vam ni všeč moj rap, tisti še posebej prite. V glavnem pač Media Center v Ljubljani 14.11. Okoli 9, mislim, da bo vstop ali kako, da se gre noton tretji in se bo, ali se takrat že začne, tako da pridite kaj za tisti, ki ste pač, ki bi me radi malo podpirali, to je to. Daj mi povej, gosti bodo prišli kakšni ali še skrivnost? Bojo gosti, večinoma bo teh mojih reperskih gostov, bo pa tudi malo ne reperskih gostov, tako da, ampak ne, bom še vsem kar pustil, kar ne bo skrivnost. Pridite kaj, če hoče kaj več slišati ali pa vedeti. Ampak dobro, danes štartamo 10:15, na uro ne bo treba kaj preveč gledati, tudi če leti malce, čez pol ure ne bo problem. Okay. Tako da želim ti dober špil. Ja, hvala. S profesori se razumeš, to si že dejal in to se tudi sliši. Ja, pa jazbec, tako da, ja, bomo zašpili, bomo probali zašpilati čim boljš, ne. Torej, odgovor na to, ali si reper ali nisi, je najbrž dan, ne? Si. Na SI. Yeah. How we feeling? Radio SI Main Stage.